Ure hoda za pustno nedeljo leži vas, pa ji pravijo mesto. Sredi vasi se cedi rjava mlakuža, ji pravijo potok. Ob obeh krajih mlakuže stoje koče in pravijo hiše. 2-3 hiše imajo nadstropja, takim hišam pravijo graščine. Ime je vasi Butale. Butalci so gadje. Tisto leto, ko sta bili 2 kravi za en par, so se Butalci skregali s pametjo, pa so zmagali Butalci, kaj mislite, in ne pamet. Takšni so. Bili so imenitnega rodu. Imeli so stara pisma, in če se jim ne bi bila izgubila, in če bi jih znal kdo brati, tako bi jo strmel, da bi sedel v znak, kaj ti pravijo, da je stala v teh pismih beseda, da sega rod Butalcev noter do Adama v paradižu. Prvi, ki se je preselil v sedanje kraje, je bil neki Kozmijan Buta. Tam, kjer je živel poprej, mu ni ustrezalo podnebje, prevroče je bilo. Mož je bil slab v računstvu in se je rad motil v številu svojih ovac. In je imel to slabo navado, kadar ga je kdo prijel naj vrne ukradeno ovco, da je z glavo butal kakor kozu in je marsikomu nalomil rebra. Sosedje so ga zavidali, pa se jim je ponoči umaknil izpred oči in si je za spomin in pleme seboj vzel nekaj parkljev iz vsakega hleva in kar k parkljem spada. Pa niso sosedje iskali ne njega, ne parkljev, nego so bili zadovoljni, da so se tako poceni odkupili. Privadil se je Buta novemu kraju, imel je obilo družine in so bili vsi tistega talenta, da so jim grablje bolj služile kakor vile. Ohranjena so nam imena prvorojencev iz Butovega rodu in je vsak imel svoj prijazen priimek. Kozmijan Buta je imel sina prvorojenca Fido Kljukca. Fido Kljukec je imel sina Francota Turkavidov. Francot Turkavidov je rodil Gregorja Brezhlačnico. Gregor Brezhlačnica je rodil Laudona Štimanega. Ob času Laudona Štimanega so štele Butale že 30 koč in je Laudon Štimani imel najdaljšo in najbolj košato brado izmed vseh občinskih mož. In se ni šprinca Marogla prav nič premišljala, nego je naravnost zlezla vanjo in je bil Laudon Štimani izvoljen za župana. Če je namreč res, kar pripovedujejo Tepančani. Tepančani niso dosti manj nego hribovci in jedo ovseni kruh, zato jih zmerjajo za ovsenarje. Stiskači so. Sovtim ne gre spod pavca, še v krčmi radi odtrgavajo, ko plačujejo vino. Butalci jih zaničujejo. Torej, tisti skaški Tepančani pripovedujejo, da rede v Butalah občinsko uš in kadar volijo župana, sedijo bradači okoli mize, nanjo deno občinsko živinče in v čigar brado zleze, ta je župan. Uši pa da je ime šprinca Marogla, ima v pisarni svoj hlevček in prihajajo mestne device, vsak dan druga, in si jo deno za 2 uri v glavo. Takrat, ko je županoval Vrban pod Vrbosmuk, je prišel v Butale sam presvetli cesar in so ga Butale slovesno sprejele z novo brizgalnico.
Brizgalnica se je imenitno obnesla. Vsi so bili do kože mokri, cesar in njegovi ministri, stražari in lakaji. Povsod drugod so nas častili streljanjem. Butale nam niso privoščile ne enega strela, pač pa ste nas neusmiljeno oprali. Kakšne imate manire v Butalah, župan? Vaša milost, gospod cesar, da nismo streljali, zato smo imeli 99 vzrokov. Radoveden sem, katere. Govori. Prvič, nismo imeli smodnika, drugič... Že prvi vzrok mi zadošča. Z Bogom, župan, Butale me ne bodo več videle. Cesar je držal svojo cesarsko besedo, a tudi brez cesarja so Butale prišle v zgodovino. To je bilo tiste dni, ko je Turek, krivoverna ta nesnaga, strašil po deželi in robil živino in mladino. Pa so se zbali v Butalah, da ne pride Turek še nadnje, in so imeli vzroke, da se boje, kajti so bili ponosni na svoje krave in junce. Tako so moževali pri županu. Brez boja se ne bomo vdali Turkom. Tako je. Na cesti, ki pelje v staroslavne Butale, postavimo napis Turkom prepovedana pot. Ne bodimo zajci, napišimo strogo prepovedana pot. Kaj meniš ti, župan? Napisali bomo najstrožje prepovedana pot in pika. In še klicaj po vrhu, da bo bolj držalo. Ti, policaj, boš po noči stražil s helebardo in sulico ob napisu. Zakaj po noči? Zakaj? Zato, ker je v Butalah dan lepo dnevi, po noči pa je tema in se je po pravici bati, da bo Turek prišel po noči in ne bo videl naše neustrašne prepovedi. In zakaj ravno jaz? Zato, ker te že leto in dan plačujemo kot policaja. Ti pa še s prstom nisi mignil za varnost Butal in Butalcev. Zdaj imaš prvo priložnost. Če bo prišel Turek po noči, ga brez usmiljenja ustavi. Turka bom s helebardo mahnil po betici. Še prej pa ga bom nataknil na sulico. Se ve, če se bo po noči priklatil v Butale. Potem vas bom pa poklical. No, tako je prav. Že sredi prve noči je policaja zavilo v trebuhu. Stopil je v kraj, da se olajša. Helebardo je zasadil v tla in lepo počenil. Ondi pa so rasle robide in ko je hotel ustati, so se mu robide zapele v hlače. Jojata, Turek me drži, za hlače me drži. Pomagajte! Ali slišite, kar jaz slišim, možje? Slišimo! Kaj nam je storiti? Turek v temi očitno ni videl naše neustrašne prepovedi, pa tudi policaj ga še bolj očitno ni mahnil s helebardo po glavi, niti ga ni prebodel s sulico. Prav bi bilo, če bi se posvetovali, kaj nam je storiti. Jaz pa mislim, da zdaj ni časa za posvete in sklepe. Zbežimo v hrib in počakajmo na dan. Takrat se bomo na dolgo in široko posvetovali, pa tudi sklepe bomo sprejeli, če bo stiska tako huda, kot je zdaj. Rečeno, storjeno. Možje so z županom vred zbežali v hrib. Tam so čakali dne.
In ko je napočil dan in ni bilo od Turka ne duha ne sluha, so sklenili, napis je dober, napis da ostane, robide pa da se morajo iztrebiti in požgati. O butalskem policaju, ki je Turka pregnal, je slišal tudi Cefizel, za katerega so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in 3 ženske. Cefizlja je zasrbelo, da si gre ogledat znamenitega policaja, strah vseh Turkov in tolovajev. Bilo je tisto nedeljo, ko obhajajo v Butalah vsakoletno žegnanje in poboj, pa je šel v Butale in se nastavil policaju tik pod nos. Hop, Cefizel, te že imam, marš v luknjo. Imamo krojača, se mu pravi Rabel, ti bo vzel miro okrog vratu. Dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel, no. Tako dobrih, pravijo, ne peko nikjer nikoder, kakor pri peku v Butalah. In zdaj sva ravno pred pekarno. No, pri nas imamo masten gnoj, naša moka iz naše koruze je kakor zabeljena. Pojdi v pekarno po hlebček. Jaz te tukaj pred vrati počakam. Ker čakaj, policaj, bom koj nazaj. Dolgo se mudi Cefizel v pekarni. Najbolje bo, če pogledam, da se mu ni kaj pripetilo. Dober dan, Pek. Ali si videl Cefizlja? Videl sem ga, koruzni hlebček je kupil, dobro uro bo tega, potem pa je odšel. Skozi katera vrata je šel? Skozi zadnja, je rekel, da pri sprednjih ti čakaš in da te noče motiti, veš? Kršen matiček. Pred cirkev stopim in ga poiščem. Ali te imam, Cefizel, moj si? Jaz ti pokažem, kaj je butalski policaj, da mu boš uhajal. Nič ne rečem, tvoj sem, dokler me hočeš imeti. Ampak lakota me še vedno pesti. Še en koruzni hlebček bi snedel, če mi dovoliš. Ti si zvit, jaz še bolj. To pot mi ne uideš, kar pojdi v pekarno. Koj bom nazaj, policaj? Zdaj se bom postavil pred zadnja vrata. Predolgo se mudi Cefizel v pekarni. Za njim stopim. Dober dan, Pek. Ali si videl Cefizlja? Videl sem ga, še en koruzni hlebček je kupil, zadnjim grošem ga je kupil, potem pa je odšel. Skozi katera vrata je šel? Skozi sprednja. Je rekel, da ga pri zadnjih vratih ti čakaš in da te noče motiti. Kršen matiček, v tretje gre rado. Še enkrat stopim pred cirkev. Cefizel! Ali te imam? Zdaj mi več ne uideš. Ni vas bilo pred vrati, pa sem vas iskal, kje ste. Ampak tretji koruzni hlebček bi mi res šel v slast. Tiček ti, bi mi spet rad ušel pri tistih durih, ne? Kjer mene ne bo? Ne boš, jaka,
daj sem groš, če ga sploh imaš. Grem sam kupit koruzni hlebček, pa me ti čakaj tukajle. Počakam, seveda počakam. Kdaj drugič? Tukaj imaš hlebček. Kršen matiček, že spet me je naplahtal. Tako sem jezen, da bom Cefizlju kar jezik pokazal. Upam, da me ni videl, zakaj Cefizel je grozanski ropar. Pravijo, da je že 7 ljudi zadušil in pa 3 ženske. Še en koruzni hlebček bi rad kupil. Nagnusno mi je všeč. Pa imaš denar, Cefizel? Jaz nisem takšen pek, da bi dajal brez denarja. Niti domačim razbojnikom ne dajem brez denarja. Kamoli takšnemu razbojniku pritepencev, kot si ti, Cefizel. Denar je v občinski blagajni, ki sem jo vzel z občinske police. Na občinsko mizo pa sem položil potrdilo spisano na občinski papir, da sem res vzel občinsko blagajno in da to hvaležno potrjujem. Če bi v občini našel župana, bi tudi njega vzel in pustil bi potrdilo, da sem ga. Čeprav vem, je občinska blagajna zaklenjena. Zaklenjena je. Ampak zakaj sem obut v škornje? Ne mara zato, da lažje tečeš po svojih razbojniških opravkih, kaj? Pa tudi zato, da škornjem blagajne na drobne košče devlem. Ne, tukaj imaš tolar pek. In tu je koruzni hlebček. Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Razbojnik Cefizel je ukradel občinsko blagajno! Policaj, teci zvonik! Udari plat zvona! Kdo je ukradel? Kaj je ukradel? Figo je ukradel, ne občinske blagajne. Tukaj imam ključ od blagajne. Na nitki je privezan okrog mojega vratu. Ključ imaš res, policaj. Toda občinske blagajne ni več. Strtajo prah in tudi občinskega tolarja ni več. Če je tako, bom pa Cefizlja pri priči uklenil in ga odpeljal pred župana. Kje pa je? Tam na klopi, pred cerkvijo sedi in se s koruznim hlebčkom masti. Hop, Cefizel! Te spet imam. Z menoj boš šel. Ne bom šel, ne. Najprej bom hlebec pojedel, pa tudi potem ne bom s teboj nikamor šel, da veš. Župan! Župan! Pridi sem kaj. Ujel sem Cefizlja, razbojnika gromozanskega. Ne utegnem, ravno južinam. Ko si ga ujel, pripeli ga sem kaj. Pripeljal bi ga, pa noče, da bi šel. Ajde na pomoč. Ne utegnem. Sredi južine sem, če noče, pa pusti, naj pride po južini. Jaz bi ga že davno pustil, pa on ne pusti mene. Cefizel, zahtevaj, kar hočeš, samo milostno me pusti, da grem svojo pot. Ja, tolar mi boš dal, policaj. Še en koruzni hlebček bom kupil, nagnusno so dobri. Pa tudi županu boš tolar nesel, da ne bo butalska občina čisto suha. Groš za nov občinski šparovec pa boš dobil iz mojega žepa. Na. Hvala ti, dobrotnik. Nisem si mogel misliti, da je grozanski razbojnik Cefizel tako milosten. Samo, kadar sem koruznega hlebčka sit. Za tolar, ki ga je od policaja dobil, si je župan kupil novo suknjo. 3 tedne jo je nosil na pregled po domači ulici, da so butalci uživali njeno lepoto.
Butalci so bili ponosni na suknjo in so dejali: Mi smo mi! Četrti teden pa je stopil župan še proti Tepancam, naj ga vidijo še skopi Tepančani in počijo od zavisti. Mogočno je korakal in že je premeril pol pota, pa ga je dražilo, žive duše ni bilo na cesti. Samo berača Matevža je srečal, kraj ceste je sedel, ogrnjen v staro sajasto plahto in se prijazno obiral. Oho, dober dan, Matevž. Ne vem, če bo dober. Vsak čas se bo vlilo. Glejte, prve kaplje že padajo. Ja, moja žlahtna suknja. Kaj bo rekla, če jo premoči dež? $1 sem dal zanjo. Škoda neznanska. Tu sredi polja, pa ni nobenega zavetja. Ja, gospod župan, veste kaj? Par soldov mi dajte v Boga ime, pa vam posodim svojo plahto, da se ogrnete vanjo. Suknjo pa dajte meni, da vam jo nesem. O, moder je tvoj predlog, moder in ne predrag. Tukaj imaš solde in suknjo, daj mi tvojo plahto. Kakor ukažete. Pohitite, gospod župan, lije kot iz škafa. Naj kar lije, naj lije, hvala Bogu, da imam plahto in nimam suknje, bo vsaj žlahtna suknja obvarovana plohe. Še nekaj korakov pa ste doma, gospod župan. Tukaj imate nazaj svojo suknjo, meni pa vrnite plahto. Ti počakaj. Jaz se je tudi suknja mokra. Sedaj res ne vem, čemu sem sajasto plahto nosil jaz in čemu si žlahtno mi suknjo nosil ti, berač Matevž. Zato vendar, ker ste mi dali groš v Boga ime. Da, prav imaš. Če ti ne bi dal groša v Boga ime, bi bila suknja prav tako mokra, ampak vsa druga moja obleka ne bi bila posvinjana od sajaste plahte. Groš je bil dobro zapravljen in to je poglavitno. Kljub temu, da je bil butalski župan tako pameten in moder, so Tepanci očitali Butalcem. Gnoja imajo zadosti in dober koruzni kruh, niti jim ne manjka dežja in sonca in poleti muh, kakor v paradižu žive. Samo pameti nimajo prave. Možje, ste slišali, kaj nam Tepančani očitajo? Ko imamo obilno vseh drugih dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti, kolikor treba. Za denar je naprodaj vse, potem bomo v Butalah brez napake. Slišal sem praviti o tujem mestu, da imajo pod mostom 9. šolo. V tem mestu, da je toliko pameti, da jo kar v sodih prodajajo, kakor kislo zelje. Tako sem slišal. No, če je res, kar si slišal, Fido, potem se bom odpravil na pot v tuje mesto, da kupim vedro pameti. No, ali pa 2, kakor bo kazala cena. Policaj uprezi konja v koš, še prej pa ga okrasi s smrekicami in tiste komate vzemi, na katerih so najbolj glasni kragulčki, da bodo vsi vedeli, kdaj se butalski župan po pamet pelje.
Oha! Oha! Kaže, da smo že prišli v tuje mesto. No, kar v krčmo bom stopil, na. Dober dan, krčmar. Dober dan. S čim vam lahko postrežem? Iz Butal prihajam in rad bi zvedel, kje bi bila naprodaj pamet, pa prava in dobra mora biti in ne predraga, drugače je ne kupim. Iz Butal, da ste pravite? Ja? Oho, kakšna čast za mojo hišo. Bolje niste mogli zadeti, nego da ste se ustavili tukaj. Postregel vam bom s pametjo najboljše vrste, pa še pol zastonj bo. Kar v hišo stopite, gospodinja vam bo postregla, ta čas pa midva s hlapcem po pamet skoči. Tudi hitra naj bo. Ja, kaj bi s počasno pametjo? Brez skrbi. Poslušaj, hlapec, ujemi miš, spusti jo v sod in sod zamaši in ga naloži v koš. Krčmar, ali ste prinesli pamet? Je že v sodu, sod pa v vašem košu. Aha, in koliko velja ta pamet? Za vas 2 tolarja in še 3,5. Sem mislil, da bo dražji. Krčmar, spet bom prišel, če nam bo pamet pošla. Kar pridite, pameti je pri nas do roba kašče. No, pa srečno, krčmar. Nasvidenje, župan. Možje, pamet sem pripeljal. Kje pa je pamet? Ja, kje neki v sodu? No, če ne verjameš, Vido, bom sod odmašil, da jo boš na lastne oči videl. No, tako. Joj, kaj pa je to? Nekaj mi je v nos skočilo. Joj, takšna pamet! Pa je pamet resnično pametna. Najprej je poljubila župana, to se spodobi, in se ni potem prav nič premišljala, kam naj gre. V županovo hišo je šla, tja kaj spada. Butalski župan je imel pri tej kupčiji še posebno srečo. Kajti ni trajalo dolgo, pa je imela pamet mlade in je pameti kmalu bilo dovolj po vseh Butalah. Že naslednjo nedeljo so Butalci prvič uporabili v tujem mestu kupljeno pamet. Bilo je med mašo. Za cerkvijo je bila senca, v senci so sedeli izbrani možje in modrovali. Nekaj me grize po desnem bedru. Kaj če to ni vest? Pravijo, da vest grize. Bojim se, da delamo greh. V cerkvi je božje opravilo, mi pa sedimo zunaj. Ne sedimo zunaj brez vzroka. Cerkev je pretesna.
Ni napačen prostor, kjer sedimo, napačna je le cerkev, ker ima zid za našim hrbtom, namesto da bi imela nam pred nosom. No dajmo, povečajmo cerkev, pa ne bo Lavdona več pekla vest po desnem bedru. Kako pa bomo povečali cerkev? Kako? Ja, tako kot turščico. Pognojili jo bomo. No, poizkusimo, no. Poizkus ne stane. Gnoja imamo dosti in če pošteno zagnojimo cerkev, ni vrag, da ne bi zrasla. Pa so navozili okoli cerkve 555 voz gnoja, da je segal cerkvi do oken. In je potem šel dež in je sijalo sonce in so dejali Butalci: Vreme je ravno pravo za rast cerkve. V dežju in soncu pa se je gnoj bolj in bolj sesedal, dež ga je razcejal, sonce ga je sušilo, nič več ni segal cerkvi do oken, nego so okna višja prihajala in višja nad gnoj, za čevelj, za 2, za 3. Takšen je naš gnoj. Kaj sem rekel, No, glejte, koliko se je cerkev že dvignila. Samo raztegniti jo moramo še na šir. Saj se tudi škoren raztegne, če ga daš na kopito. Dobro si povedal, Fido, čeprav je pamet v mojo, ne pa v tvojo hišo pobegnila. No, dajmo, možje, slecite suknje, jaz bom pa ta čas premiril, dokod bo treba razširiti cerkev, da bomo lahko sedeli, kakor sedimo, da pa vendar ne bomo sedeli zunaj cerkve, ampak znotraj in brez greha. Sedem čevljev, no, razgrnite suknje ob zidu. Tako, preko suken bo treba potisniti zid. No, stopimo v cerkev in se s pleči uprimo ob steno. No, le dajmo, no. No, še malo bo treba, no, še enkrat. Poglej. Te suknje se pa kar same ponujajo. Vzel jih bom, da nihče ne bo mogel reči, da sem trdosrčen. Hopla! Kaj? Nekdo gre hitro za grm. Župan! Niti ene suknje ni več! Vse suknje so izginile. Ja, možje, po sreči je šlo, ja. Že se je premaknil zid in pokril naše suknje. Ja, hvala Bogu. No, sedaj smo v cerkvi tudi mi, kar nas sedi zunaj. Cerkev ne bo več pretesna. Kogar bom videl v nedeljo pred cerkvijo ali za njo, mu bo trda pela. Butale so naraščale imenitno in imenitneje in jim do popolne imenitnosti ni manjkalo ničesar več, razen grba. Pa so sklenili, da naj bo in si nabavijo še grb. Modrovali so in moževali. Grb mora biti tako imeniten, kakor so imenitne butale. Tako je. V butalski grb mora najimenitnejša žival, kako smo kdaj čuli o njej. To je
Zmaj! Besedo si mi vzel z jezika, Fido. Zmaj mora o grb pa naj stane, kolikor hoče, in ako ni drugače, lahko stane cel tolar, podkovan in zvrhan. Sklenil sem, možje, da bo zmaj v butalskem grbu. Zakaj zmaj je najbolj imenitna žival na oko in za besedo, pa tudi zato, ker je neznansko nevaren in bo v grozo in strah sovražnikov. Lepo in prav. Strinjam se z županovim sklepom, ki je na moji njivi zrasel. Ampak kdo bo grb narisal? Kdo neki? Butalski slikar Čačka. Če se ne motim, slika Čačka le hiše in kapelice in ograje in obrtnike. No, če slika obrtnike, bo tudi zmaja znal naslikati. O tem ne more biti dvoma. Slikar Čačka je naročilo sprejel in obljubil in je resnično slikal in je bil silno zadovoljen s svojim delom, ko ga je končal. Vsak umetnik je zadovoljen, ako konča delo in sprejme zaslužek in se mu mudi, kam se bo usedel in ga zapravil. No, kaj pravite o grbu, možje? Meni se zdi kar lep. Zmaj še nikoli ni bil lep. Grb se mi zdi lep, zmaj pa grd, da ga še gledati ne morem. Butalski slikar Čačka ni od muh. Tudi mojo ograjo je tako lično prepleskal, da se otročaji ne upajo plezati čezno in jabolka rabutati. Mislim, da je prav, če grb obesimo na občinsko hišo. Obesimo ga, če je takšna županova volja. Butalci so bili zelo ponosni na svoj grb, dokler niso Tepančani zagnali glasno. Butalci imajo grb, bika imajo v grbu, butalastega bika. Ste slišali, možje, kaj pravijo Tepančani? Kaj bi tisto? Tepančani so nesramno zlobni, kadar morajo nam obesijo žaljivko. In to pot je njihova žaljivka posebno nesramna, ker je resnična. Kar je res, je res. V naštevanju znamenitih butalcev smo prišli do imenitnega Lavdona Štimanega, ki je rodil še imenitnejšega Gregorja Copatko, čigar kravo je doletela slava, da so jo poklicali na presvetli cesarjev dvor. To se je zgodilo tako, da sta one dni živela dva zvezdogleda, pa sta bila že tako učena, da sta vedela 24 ur prej, kakšno bo vreme, in sta bila tako obrajtana, da so se cesari in vladari zanju kar tožili v čigavi deželi, da bosta delala pratike. Pa ju je pot pripeljala skozi Butale, in ker se je mračilo, sta se ustavila in prosila Gregorja Copatko prenočišča. Gregor Copatka ju je žugal za popotne bukvice in žveplenke in jima potem dovolil na seno, in preden sta šla spat, sta še pogledala na vreme in sta rekla: Nocoj vreme ne bo ostalo. Vihar bo in dež. Pa ne bo. Nocoj bo pohlevna noč. Res je bila. Zvezdogleda sta se čudila in sta drugo jutro vprašala gospodarja, od kod da je vedel, kakšno bo vreme. Mene moja krava ni še nikoli opeharila, odkar jo imam. Kadar se obeta vihar ali dež, vsakikrat spaše pride domov. Sinoči je ni bilo, pa sem koj vedel, da bo pohlevna noč, kakor je res bila. Carji in vladari se za naju tožijo,
Kateri bo naju dobil? Pa naju je ugnala krava. Tudi 1 ure ne bom več zvezdogled. Glas o Copatkovi kravi pa se je raznesel po svetu, in ko je cesar zvedel o njej, je morala preden in je dobila službo dvorne pratkarice in so se vse Butale grele v žaru njene milosti. Mi pa nadaljujemo z rodovnikom Butalcev. Gregor Copatka je rodil Bendo Cigana. Benda Cigan je rodil Anžeta Meketača, na široko znanega po kozi, ki so pravili o njej, da je dajala vsak dan 7 rešet mleka. Sam sodnik iz Graščine si ni mogel kaj, nego ga je ustavil na cesti in vprašal. No, oče Meketač, ali ste že prodali tisto kozo, ki daje po 7 rešet mleka, kaj? Ja, prodal, davno prodal, tja čez mejo. Tam se je obrejila in storila osla, ki ga imajo zdaj v Graščini za sodnika. Kako? Ja, pa srečno, gospod. Anže Meketač je rodil Matevža Žlamboro, ki je bil po krivem obrekovan, da je hruške kradel, pa jih ni bil tisto pot. Ono leto so imeli v Butalah veliko tepk, pa niso vedeli drugam z njimi, nego so jih zmetali v zapuščen vodnjak, tam se naj zmede. Ko je prišel čas, so jih šli iskat. 5 mož jih je bilo. Matevžek, tebe volimo. Nuj, skoči noter v vodnjak, nam boš medne hruške ven metal. Skočil je in je bil vodnjak globok, precej vode se je bilo v njem nabralo in so čakali in klicali in zmerjali, ne ena hruška ni priletela k višku. Matevž, vrzi hruško ven iz vodnjaka. Matevžek je zvijačnik, vse hruške bo sam požrl, potlej pa se bo lagal, da jih ni bilo. Naj skoči drugi za njim, ki je bolj pravičen. In so bili vsi pravični, drug bolj od drugega, in so drug za drugim poskakali v vodnjak in ni mogel nobeden priseči, da je Matevžek Žlambora res kradel hruške, ker ni nobeden prišel nazaj. Pa je Matevžek Žlambora, prednje šel po hruške v vodnjak, rodil Tončka Štibarja. Tonček Štibar je bil prvi v Butalah, ki je imel žepno uro. Žepno uro si je bil naredil sam iz pristne domače repe. Imel je sina Mihcastega Kimpeža. Mihcasti Kimpež je rodil Vrbana pod Vrbosmuka, ki smo ga že poprej omenili, ko je zmočil cesarja. Vrban pod Vrbosmuk je rodil Pavlušo Očalastega. Pavluša Očalasti je rodil Ceneta Napadarja, tistega, ki je kravo s vedrom drl. In so v teku let Butale pretesne postale za vse Butalce in je bil mlajši rod korajžen in je šel pogledat po svetu in so se nekateri naselili ob Dravi, nekateri ob Muri, nekaj jih je prišlo celo do morja in so si tam postavili ognjišča. Ostali pa so, kar so bili, Butalci.